takole. Mogoče je zdaj ta pravi trenutek, da jaz razložim, kaj se bo dogajalo v današnjem vlogu oziroma videodokumentarcu eni zelo posebni državi, ki se reče Združeni arabski emirati. Letimo v Dubaj na obisk sorodnikom. To je ful dobro, ker bomo imeli ful enih insajderskih informacij, kako pa kaj pravzaprav in kaj se splača tam videti. Vmes si bomo pogledali še Abu Dhabi in ful drugih stvari, kaj se pa začne boriti. Ja, gremo, ker nas že borda. Evo, takole, prispeli smo v Dubaj, zelo prijeten let, dobrih 6 ur pa par minut. Ja, prvi tis dober čez carino smo, tole uredimo, da le počekiramo predlago, pa ta akcija. Ure pa najzvečer, tako da več jutra. Mi smo se prebili v star del mesta, v Bur Dubai, tako da gremo malo pogledati te znamenite tržnice in pa food markete, nekaj pojest. Peljali se bomo z enim čolničem, tako da pestro. Tako, zdaj gremo v bistvu iz starega dela Dubaja v star del Dubaja, iz Bur Dubaja v Džabro? Z Abro. Je to Abra? Ja, prav sem povedal. Torej, z Bur Dubaja, z Abro, v Džabro. To je pa tako, v bistvu sem počutil tako, kar v Benetkah. Glih en tak kaos na vodi vlada. Pošlo. Elefanti ne zgleda nič zanesljivi, kaj je prav zelo. Delicovni pa še manj. Osne. Zdaj smo na tržnici začimb, tipičnih arabskih. Več imaš vse, kar hočeš, pa tudi tisto, kar ne poznaš, tako da zdaj gremo pa še na tržnico zlata. Gold Souk, kako se mu temu reče, tako da ja, zanimiv. No, ampak tisto, ki je že bil v Istanbulu, malo pogajanja, pa je se ne spodob, ampak moraš. Smo na tržnici zlata, Golden Souk. Ena najbolj znanih tržnic tukaj v Dubaju, kjer se pa itak vse giblje okoli trgovine pa tradinga, tako da v vsakem koraku te probajo prijeti za denarnico, ti pa probaš denarnico čim bolj držati, sploh če imaš ženo s sabo. Zanimiv, zelo interesantni video, gre malo posnet kako izložbo še, da vidite malo tele zlate erotike. Videli smo te slavne tržnice, niso nas slekali oziroma niso nam vzeli denarja z denarnice, Jana je štila prav do poročnih prstanov na taki tržnici, ne bo okopala, tako da pač smo, gremo nazaj.
na en tak remake, klasičen, se zgleda kot filmska scena, klasične vasice arabske, ki pa v bistvu čisto nov narejen, tako punke, pa restauracije in so gre kar za eno tako celo četrt, ne samo tako en majhen konček, tako da tukaj ima nekaj pojeda. Tako, long story short, odličen, perfekten sončen dan v Dubaju in mi smo se odločili, da gremo danes malo raziskovati, da gremo v puščavo, da gremo na eno kameljo farmo, da bomo videli, kako izgleda to autentično arabsko življenje, ta pravljica na Sepinah. Tako da ja, ozadje je naš ride, tako da gremo vada s terenca, ker drugače se lahko kam zaplezaš. Vidimo v puščavi. Evo, prišli smo v puščavo, 20 minut mogoče od tam, kjer živimo, oziroma kjer smo. Tole je pa kamelja farma, tako da gremo pogledati. A ne, Liam? Je bila pa tale vožnja od v bistvu dela Dubaja, da so ful zanimiva, ker namreč lokalci tukaj probajo izkoristiti vsak trenutek in pridejo na te Sepine malo da dopušča z vikende. Danes je petek, tako da je v bistvu uradno nedelja in ful folka je puščava in zanimivo, ko se pripeljejo sabo štirikolesnike, trailerje. Tudi neke vrste, tako bom rekel, kultura bivanja je tukaj v tem konceptu, da greš malo puščavo, tako malo na lepše. No, gremo noter. Kamela izhaja iz arabske besede lepa. Tako, futrane kamel moram reči, da so zelo tako rahlo so agresivne, bom rekel, lačne so. Čeprav ta je pa ful nežna. Una je ta glavna, se mi zdi. Ja, lačne so. Takole, no, baje imajo na tej kameli farmi približno 40 kamel. Mi smo sicer videli une 3, pa tam je ena, ki je malo utrujena, ampak ja, tudi tako, dobro ti predajo, dobra zgodba. Priješ pa vidiš, da ni glih tako, da bi jih videl dirkati, pa tako naprej. Je pa tako, no, da so kar zanimive živali, no. Približno en mesec so lahko brez vode. Imajo pa seveda pa še domačo, gorenjsko kozo, tam so imeli enega dalmatinskega osla, pa neke jelenčke, ki so baje iz Indije. Tako da, zdaj imaš pa šovčke, šetlandske, pa ena taka, ki že vidim, da meni nisem mi nekaj všeč, malo me štila zgleda, tako da, kaj jaz vem, ste kje moja ovca, ali nisi? Ja, to so ovci, samo so poštucane, ne. To. Ni tako simpel. Gospod je pa prišel šel štacuno, pa je zdaj prišel, zdaj mora pa parkirati kamelo, ne. Gospodična se malo upira na pašekih najbolj. Je pa zanimiv takole karavano, tako živo videti, izgleda tako čist mistično, vsaj meni, no. Tale puščava moram reči, da je kar precej zanimiva, oziroma tako, malo te očara.
šli malo v puščavo, moram reči, da je res čarobno. Zanimivo, ne? Zvečer tam okoli 5. ure, ko pade sonce, se tale pesek relativno hitro ohladi. In tudi tako moram reči, skozi je malo ene termodinamike. Zanimivo pa je predvsem, kako sem pridejo lokalci sprobavati oziroma se preganjati po Sepinju s svojimi terenskimi lepoci. Večinoma tukaj v Dubaju vladajo Wranglani, pa Toyota Land Cruiserji, pa Nissani Patroli. Tako da je taka, bom rekel, zelo pisana paleta avtomobilov. Je pa tako drugače škole, neke ceste je utrjene, pa so pa tako kempingplace, mi smo se tam nazadnje z družbo usedali. Pa malo gledamo, pa opazujemo, kako se tam na novi strani čez, če se kaj vidi. To pa že taki pogumni ljudje vozijo po puščavi. A mi imamo nažalost malo bolj mestno kočijo. Smo rekli, ne bomo razkirali, ker ti lokalci sam čakajo, da se zagrebeš v pesek, pa da ti lahko pa nekaj zaračunajo. Takole, Marina Dubaj, rezidenčna, neke vrste Fužine ljubljanske. Malo se hecam, seveda pač to je tako na višjem nivoju kot Fužine, ampak ja, stolpence, noter pa pač rezidenčna stanovanja. To ni nek business quarter, seveda valjda je tukaj tudi kar nekaj hotelov in vse je narejen za to, da se ljudje dobro počutijo. Je pa tako, ne, da je kar zanimivo videti tole marino, pa vse te stolpence. Tako, zelo fascinantno. Tako zelo mogoče, da sploh ne moreš verjeti, da obstaja oziroma zakaj bi to obstajalo. In raven to je, ne, Arabci želijo malo šokirati, kogarkoli pride v Dubaj. Z tega se enostavno ljudje pač ne morejo razložiti, čemu taki gradbeni podvigi. Ker lej, poglej tole. A vidiš tole? Wow. Ne moreš verjeti. Ne veš zakaj, ampak zato, ker lahko. Ker imaš denar in ker si te stvari sposoben narediti. In taka vizitka arabskega sveta, kaj vse lahko, če je volja in seveda tudi denar. Ne moreš verjeti. Smo v Dubai Mallu, največjem nakupovalnem centru na svetu. Tukaj so praktično vse blagovne znamke, kaj pomenijo, oziroma kaj si lahko privoščijo imeti svojo dizajnersko štacuno tukaj. Je pa tukaj poleg teh štacun še kup drugih stvari, to je en tak mali Disneyland. Recimo, imaš akvarij, pa imaš poleg akvarija imaš slapove, imaš pa celo drsališče, ki delno ohlaja ta mall. In če ste v Dubaju, tudi jaz, ki nisem shopping person, mi je bilo tole tako hudo dobro. No, itak ima pa Apple Store najboljši izgled na Burj Khalifa, tako da, no, čist amazing, čist presenečen. Mislim, da 59 metrov,
prepričan, torej blizu kilometra. هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقال بوصفها العالم دبي كوكب آخر دبي كوكب آخر. Tako, smo v bistvu na Kite Beachu v restauraciji Soul, to je tako hidden gem of Dubai. Tako da prišli smo se malo pogledati, kaj je to tako najbolj hipsterski place, kar jih obstaja tukaj. Tako da ja, neke vrste Venice Beach, kjer Venice Beacha ni enega dogajanja, pa tako pač enega komuta, no se tole tukaj v zadnji po moje pove več kot zadosti. I'd say I do for the rest of my life with all that I have I do and I will when the sky is falling I promise you I'm all in no turning back and every day every moment, every breath you take, I choose you. Takole, prispeli smo v Abu Dhabi in sicer Sadia Beach, to je beach club, ki je nekaj takega kot Porto Piccolo tam pri Trstu. Veliko folka pride sem, veliko slavnih pride sem, se malo pohedonirati pa malo namočati. Mi bomo pač šli sam tako en walk through. Smo v mošeji Šejka Zajeda v Abu Dhabiju, to je največja mošeja v državi. Abu Dhabi pa je itak v bistvu pravno politično središče te države, tako da dokaz ene take tipične islamske arhitekture na sodoben način, namreč ta mošeja je precej nova, tako da je zelo sodobna in tudi vhod v njo je tak zelo letališki.
tako no, ne bi bil pa pravi experience doživeti Dubaj, ne da bi doživel nekaj tega, po čemer je Dubaj oziroma Združeni arabski emirati znani, in to je, ja, dirkanje oziroma avtomobili, tako da danes gremo pogledati eno dirko. In sicer Hankook Dubai 24. Dubaj 24, ker je ful glasno, tako da mi smo bili bolj kaj ne 24 minut. Ja, lušten dogodek, kaj čem reči, zelo glasen, to glasen, da otroci so zdržali, tako da ja, se pa naprej. Tukaj za mano je Dubai Frame, ena od znamenitosti Dubaja, ki te pozdravi v vhodu na mesto, ki se peleš iz letališča, pa je iz njega eden bolj veličastnih pogledov na sam downtown, na Burj Khalifa, pa vse ostalo, tako da smo rekli, nujno si ga moramo iti pogledati. Pa je pa tudi fajn, ker ko prideš gor, se lahko sprehodiš po tem mostu okvirja, ki je prozoren oziroma svetla nekaj posebnega. Tako da gremo pogledati. Mogoče čisto prav meni zdajle, ker sem tukaj na vrh Dubai Frame, da povem par stvari v njemu, čisto zares zakaj je nastal. Nastal kot spomenik mestu, v bistvu mesten muzej. Okvir, ki gleda na današnji, torej ta nov Dubaj, in v bistvu na drugi strani na star Dubaj, takšen kakšen Dubaj je bil. Tako da je v bistvu kup ene simbolike, to Arabci znajo zelo dobro zapakirati. In prvi sajt, ki ga bi bilo dobro obiskati, ko pridete v Dubaju, samo zaradi tega, ker v bistvu, ja, tukaj boste zvedeli vse v njegovi zgodovini, mogoče boste razumeli to arabsko kulturo in njegov zelo hiter razvoj in tudi dojeli njegove prave dimenzije, ki so v bistvu res neverjetne, ker namreč, ko pogledaš levo, ko pogledaš desno, Dubaju pravzaprav ni konca. Tako da, ful zanimivo. Takolele, našli smo jo, Black Pearl Beach, točno zraven palače vladarja Dubaja, šejka Taglavanga. Zadaj, kakor vidiš, je Burj Al Arab. Plaža, po moje, tam 700 metrov, 500 metrov in take plaže, ki je takole čisto odprta, zadaj se lepo z avtom pripeleš in to je secret tip, vsem, ki boste prišli v Dubaj. Če hočete malo v bistvu pobegati iz tega preveč zazidanega okolja, pa pride takole gledati malo valove, je tole čista idealka. No, mogoče zdaj na moment, da naredim en closure, kakšen se mi zdi Dubaj, kaj si mislim o njemu. A je vse to, kar sem pričakoval? Ja, je vse to, kar sem pričakoval, ne pa kaj več. Namreč, morate vedeti, da 20 let nazaj tukaj ni bilo še nič in da je Dubaj še vedno eno tako veliko gradbišče, da je še daleč od tega, da bi bil skončan ali pa dokončan. In tudi zato so določene stvari malo na pol in tudi malo brez duše. In ja, ta brezdušnost je lahko kar težka stvar, če človek malo romantika.
vsi ful hvalijo Dubaj. Meni je kul, meni je najbolj kul tale plaža, ki je še ostala in upam, da bo ostala. Glede na to, da je vzadi Šejkova palača, pa Burj Al Arab, nasprot pa Marina, se zdi, da mogoče se tega ne bojo lotili, pa ne bojo uničili, ker ja, jaz sem šel kar tudi to. Tako da, je pa zanimiv. Ful zanimiv. Moram reči.